Hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljeni v imenu Lavričeve knjižnice Ajdovščina, dragi dijaki, spoštovana današnja gostja Tina Vrščaj. V imenu Lavričeve knjižnice vas vse prav lepo pozdravljam. Najprej na začetku takoj povem, da me na to šolo vežejo zelo prijetni spomini, namreč tudi sama sem obiskovala to šolo in danes je prav ena taka posebna čast, da se vnovič vračam, tokrat sicer v drugi vlogi, ampak vseeno z enim pomenljivim sporočilom, kako se lahko torej naša skupnost in naši koraki prepletajo. S tem današnjim dogodkom, ki vam ga Lavričeva knjižnica Ajdovščina poklanja, vam pravzaprav želimo sporočiti naslednje. Naša knjižnica vam z velikim veseljem odpira naša knjižna vrata. Želimo si namreč, da bi našo knjižnico ne zgolj obiskovali, temveč da bi ustvarjali vsebine, da bi v njej našli svoj prostor pod soncem, ter da bi vam naša knjižnica dala tisto prijetno popotnico, ki naj vas vodi po poteh življenja, ki naj bodo seveda čim bolj uspešne. In zato naj bo današnje literarno srečanje na to prijazno četrtkovo jutro spodbuda, da svet v prihodnje oblikujete sami. Zato smo vam seveda tudi dali besedo v vaše roke. In zelo sem vesela, da boste tale pogovor vodili vi, dragi dijaki, saj s tem dokazujete, da si želite prevzeti vajeti v svoje roke in je to tudi ena prijetna popotnica, ne zgolj za vaše nadaljevanje, torej ne zgolj za študij, temveč tudi za življenje samo. Zato vam želim, da bi čim večkrat prevzeli vajeti v svoje roke, da bi vam branje kot tako čim večkrat vzbudilo tista prava občutja, ki vas peljejo po pravi poti. Hvala lepa še enkrat, da ste nas sprejeli, da ste sprejeli tale današnji izziv in hvala lepa tudi avtorici današnjega romana, da je tukaj z nami in naj bo to le odskočna deska na še mnogo skupnih poti. Prijeten pogovor vam želim. Tina Vrščaj, rojena 31.1. leta 1987, je slovenska pisateljica, urednica in prevajalka. Leta 2010 je diplomirala iz primerjalne književnosti in angleščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot pisateljica je izhajala iz pisanja dnevnikov, kar je razvidno v njenem prvem romanu Zataknjena v pomladi, ki ga je začela pisati že pri 18 letih. Njeni drugi romani so Od Radek, Na klancu ter njegovo nadaljevanje in najnovejši roman Učne ure Eve K. Izdala je tudi dela za otroke, Plah, Plašč najplašnejši Tapata ter Balabuga, zbirko kratkih zgodb Plašč ter prevedla roman Jezusovo otroštvo J.M. Kotizija, knjigo Ekonomija želje Daniela Bela in nove in izbrane eseje Denis Levertov. Po študiju se je ukvarjala z literarno kritiko in svoje zapise strnila v knjigi Kritičarka na drevesu. Kritike in eseje je sprva objavljala v Pogledih, danes pa jih lahko vidimo v Delu, reviji Literatura in spletnih portalih Literatura in R. Prejela je tudi več nagrad, leta 2009 nagrado natečaja revije Literatura za najboljši sodobni zapis, leta 2019 nagrado revije Sodobnost za najboljši slovenski esej in leta 2022 Modro ptico za roman Na klancu, ta pa je bil uvrščen tudi med Kresnikovo peterico leta 2024 in je letos obvezno branje na maturi. Precej zanimivo je, da Tina Vrščaj knjige piše ročno, kar je v sodobnem tehnologiziranem svetu prava redkost. Gospa Vrščaj, ste vedeli, da bi radi bila pisateljica že v otroštvu? Kaj za vas pomeni ustvarjanje? Ustvarjanje je meni prav način življenja v bistvu, tako da če ne bi pisala, bi pa zagotovo ustvarjala kaj drugega, mogoče bi slikala ali pa opremljala stanovanja, skratka zagotovo nekaj ustvarjalnega ali pa če bi znala malo bolj šivati, mogoče kreirala obleke, skratka ustvarjalni način življenja je meni res najbolj izpolnjujoč. Zdaj v osnovni šoli nisem vedela, da bom pisateljica ali pa da bi rada bila pisateljica, nisem nekako imela tega tako po mojem pred sabo kot nek možen cilj sploh. Sem pa pisala res že od malega. Ko sem kakšne stvari brala, sem se potem avtomatično zgledovala, pa pisala tudi sama. Sprva kakšne pravljice, ne vem, o hrčkih recimo, pa še ilustrirala sem. Sama sem imela doma hrčka, tako se je nekako začel.
Potem sem brala kakšne 5 prijateljev, pa te skratka razne pustolovske povesti in sem tudi sama nekaj takega ustvarjala. Pol v srednji šoli so se res razmahnili moji dnevniki, sem praktično vsak dan beležila svoj, sami veste, a ne, ta srednješolska leta so res burna, se mi zdi, veliko se ti dogaja, čustveno se razvijaš, vsak dan je drugačen, spoznavaš neke bistvene stvari v življenju in pogosto se ti zdi, da veš več od odraslih. In pogosto je to celo res, nekako čutiš neko bistvo življenja, se mi zdi, in ta burna leta, ja, sem jaz vsa shranila. In v bistvu to vsakodnevno pisanje, ne, jaz sem lahko včasih tudi po 3-4 ure na dan pisala, ne, iz neke stiske recimo, ja, največkrat sem zaradi kakšnih stisk prijateljskih, s fanti, z učitelji, ne vem, ko pridejo pač neki konflikti in tako, in se počutiš na dnu. Največkrat takrat recimo mi je to pisanje pomagalo, da sem v bistvu se spet spomnila, kdo sem, pa zakaj živim, pa da je nov dan lahko boljši. Skratka, to so bili zame, to pisanje je bilo takrat prav življenjskega pomena, ne. Pa na faksu sem pa v bistvu že nekako ta svoj prvi roman zasnovala. Povod je bila neka zobna operacija, nekaj zame takrat tako groznega in morečega in spet sem začela tkati neko zgodbo, ne? Ker je očitno to nek način, kako se spoprimem z neko realnostjo. In iz tistega dejansko zobobola in operacije na stomatološki kliniki je pa dejansko zrasel cel roman, ne? In na način, kot da bi pisala dnevnik, čeprav so ene stvari izmišljene ali pa so malo prirejene, ne? Ampak ja, imela sem v sebi ta slog, kot da pač pišem resničnost in iz resnične izkušnje in mislim, da še v romanu Na klancu se tudi pozna ta moja želja, da v bistvu predstavljam neko resničnost, ne. Čeprav je marsikaj pač, kot rečeno, izmišljeno, nekateri liki, nekaj v zgodbi so popolnoma fiktivne stvari, a ne, ampak moja želja pa je, da v bistvu prevladuje ta vtis resnične izkušnje in da se tudi bralci s tem lahko poistovetijo, ne, kot da to ni samo zgodba, ampak neka resničnost. Dijaki, potem, ko smo prebrali Cankarjev roman, zdaj pri pouku obravnavamo vaš roman Na klancu, o katerem bi se radi danes pogovarjali. Ali ste pričakovali izbor romana za letošnje maturitetno čtivo? Katero ciljno publiko ste imeli v mislih, ko ste ga pisali in komu ste roman namenili? Tega nikakor nisem pričakovala, tako da to je bilo čisto presenečenje in zelo v bistvu najlepša možna nagrada, ker se zdaj srečujem z vami in slišim vaše vtise, tako da to je nekaj najlepšega. Nisem pa seveda imela v mislih tako mladih bralcev, bolj sem ga pisala za odrasle, čeprav ko pišem, nekako ne razmišljam, kdo bodo moji bralci. Jasno, če pišem pravljico, mi je jasno, vrtec ali pa osnovna šola. Če pa pišem za odrasle, pa ne razmišljam, ali bodo to zdaj neki profesori, ki bodo vihali nos nad vsako besedo, ali bodo to neke mamice, ki na plaži rade nekaj bolj lahkotnega. Sploh se ne obremenjujem s tem. Kako je potekal ustvarjalni proces pri pisanju romana Na klancu? Ali ste zgodbo in like načrtovali vnaprej ali so se razvijali spontano med pisanjem? Kdaj veste, da je roman končan? Pri meni večino pride spontano in likov in zgodba, kako se razvija. Jaz rabim samo nek trenutek, ki sproži vse skupaj, se pravi recimo neka vizija, vidim nek prizor, naprimer prvi prizor na klancu, na klancu zmeraj piha, ne vem, žoga se kotali dol, nek tak močen prizor, za katerega čutim, da ga moram zapisati, potem pa teče samo, ne, kot bi dejansko žogo po klancu dol spustila, gre samo. Kako so bralci do zdaj sprejeli knjigo? Vas je kakšen odziv ali interpretacija posebej presenetil? Kako je nagrada Modra ptica vplivala na sprejem romana in na vaše nadaljnje pisanje?
Ta nagrada je bila res čist na začetku, to se pravi še preden je roman izšel, je bila že podeljena in to je bistveno prispevalo k temu, da so se bralci, kar najširše bralstvo v bistvu zelo zanimali za knjigo, že ko je šla. To je redko, ker izide toliko knjig, so ponavadi kar malo spregledane. Če je pa že takoj nagrada, je pa to tako lepo spremstvo v svet, da dobiš pozornost. No. Tako da to je bilo čudovito. Kar se pa tiče interpretacij, pa mislim, da večinoma so res pozitivni odzivi, tako kritiški kot pač navadnih bralcev. Vsak dan še slišim kakšne nova mnenja in občutke v branju. Tudi vaša dijaška branja so mi res dragocena in mi je ljubo, če mi tudi vi kaj nazaj poveste, ne vem, mogoče bolj, ko jaz neham govoriti, ko utihnem, lahko poveste svoje komentarje, bom zelo vesela. Me pa preseneča, ko pa večkrat slišim, mogoče že en drugega posnemajo oziroma ponavljajo to, nekdo je pač izjavil pred leti, da Eva je junakinja, ki jo težko vzljubiš, in od takrat še večkrat slišim pač neko to sodbo. Recimo, ta stvar me pa preseneča. Zakaj jo je tako težko vzljubiti? Kaj na njej je zoprno, neprijetno, odbijajoče? Tako, to bi me zanimalo. Torej, ob naslovu takoj pomislimo na Cankarjev roman Na klancu, ki je tudi naš drugi roman za letošnjo maturo. Zakaj pa ravno Cankar se po njem zgledujete, ga radi berete? Na katerih delih v romanu ste zavestno vzpostavili dialog s Cankarjem in na kakšen način vaš roman Na klancu pooseblja ali drugače interpretira teme iz Cankarjevega romana? Mislim, da takrat, ko sem jaz hodila na faks, študirala književnost, je bila ravno ta velika gospodarska kriza v svetu in nekako so ljudje okrog mene precej jamrali, tožili, ne vem, prenizke plače ali pa ostali brez službe ali pa nasploh bili v stiski, kako bodo preživeli to krizo in koliko časa bo še trajala in seveda to je bila taka neprijetna situacija za končati študij in stopati na trg dela, kot ti vsi pravijo, služb itak ni. Nihče ne misli na mladega človeka, ki pa pač je zdaj doštudiral in mora. No, skratka, zanimivo se mi je zdelo, ko sem takrat po naključju nekaj brala Cankarja in potem razmišljala o tem, kako smo lahko tako razvajeni. Da v bistvu vsi že samo zaradi nekih strahov jamrajo že vnaprej, čeprav kljub krizi večina ljudi je vseeno dobro živela, oziroma pomislimo, kaj je tisto, kar je najnujnejše, da rabimo za preživetje. Tolikšnega obilja ne rabimo, tolikšnih oblek, ne vem, vsak teden novih ne potrebujemo, toliko hrane, kot je imamo ponavadi, večina na voljo, tudi ne, in nam prej škod kot korist. In ob Cankarju se mi je v bistvu tako odprlo in verjetno je to potem vplivalo tudi na to moje vzporejanje, da v bistvu lažje je živeti, če dobimo eno distanco do svojega življenja in si rečemo, se ni bilo vedno tako, da bi kar vse imeli, in prav je, da se moramo za kakšno stvar potruditi ali pa da se čemu tudi daj odrečemo, to je vse zelo zdravo. Tako. Klanec v romanu deluje v bistvu kot simbol težkega življenja in pa omejenosti v nasprotju z ravnino. Zakaj ste izbrali prav tak dogajalni prostor? Po eni strani sem sama živela tudi na nekem hribu in res v bistvu na strmini kakšnih 15 let, sem tam živela in sredi narave, tako da to me je zelo zaznamovalo. Točno ta strmina in pa ta narava, ki me je obkrožala. Pa seveda potem to opazovanje, kako se naravo uničuje. Tudi tam, kjer so res te neokrnjeni koščki narave, te še toliko bolj prizadane, pač, ne vem, pretirano izsekavanje gozdov ali pa smeti v gozdu in tako. Tako da po eni strani je bila ta avtobiografska zadeva, moja lastna izkušnja,
Po drugi strani pa sem se potem kmalu zavedla, ja, da ta klanec je že pri nas motiv in simbol že znamenit, a ne, že prav slovenski arhetip iz Cankarja in to mi je res prišlo zelo prav, ker sem hotela točno to ne pokazati na neko podobnost, ampak na to razliko, na ta velik razkorak, torej kakšno je življenje v Cankarjevih časih, kakšna je usoda njegove mame in pa Lojzeta in sploh njenih otrok in tako Toneta Mihova, kako tam doživljajo neko siromaštvo in kakšne možnosti sploh imajo za boljši svet in kako v današnjem času sodobna ženska, sodobna družina, ki tudi ni vse lepo, tudi so zdaj na neki točki revni, težko je najti službo Evi, Gregor se tudi zateka in v delo in v alkohol in potem pobegne, skratka tudi sploh ni rožnato, ampak so pa neke možnosti oziroma se po mojem vidi nek ta napredek, nek razvoj človeštva, po eni strani seveda v dobro, višji standard, drugačne vrednote, po drugi pa tudi, ne vem, ta tehnologija je pa lahko tudi prinesla pač nove pasti. V delu prepoznamo tudi avtobiografske elemente, koliko je roman povezan z vašim življenjem in vrednotami, ali v romanu lahko prepoznamo realne osebe, dogodke, izzive, kje ste dobili navdih za roman Na klancu in lik glavne junakinje Eve? Kar veliko vprašanj v enem. Ja, torej, zmeri je nekaj avtobiografskega, to se pravi, gotovo to prizorišče je to izhodišče, ki me je najbolj navdihnilo, to se pravi to življenje v naravi, ki ti tudi daje eno drugo perspektivo. Tudi sama sem mama, imam tudi 2 hčerki, tako da to je absolutno nek recimo ta avtobiografski okvir, torej okolje in pa moje materinstvo. Mnogo stvari pa je izmišljenih, ne, in likov, a ne, Gregor je recimo zasnovan kot nek tipičen junak ali pa antijunak našega časa, ne, nekdo zasvojen s tehnologijo in tako. Ni to moj mož recimo, včasih me kdo vpraša, a te mož že pustil? Skratka, recimo ta del zgodbe je izmišljen. To, kakšen odnos ima Eva z mamo in da sta skregani in potem se pobotata in to je izmišljeno. To, kako je bilo z Evinim očetom, je tudi nekako plod moje domišljije, čeprav na drugi strani pa črpam iz nekih izkušenj. A ne, imamo v družini, ne vem, nek primer shizofrenije, ni bil pač to moj oče je živ, je v redu, vse super, ne. Tako da to pač pisatelj pol malo pomeša vse, kar ima od izkušenj, a ne, malo literarnih izkušenj, malo življenjskih izkušenj, malo domišljije, ščepec domišljije in rata neka čarovnija. Kaj pa je bil najtežji del pri pisanju romana? Mogoče ti prizori strani 50 in 100, ne, o katerih se dijaki včasih ne upajo spregovoriti, včasih pa dejansko kaj pa vprašajo. To so pač te erotični prizori, recimo se njih veliko, ne, ampak glih evo na 50, ki pa na 100. Mislim, da za pisatelje tudi danes, ko živimo v bolj odprti družbi, ne, Cankar ni mogel na tak način odkrito pisati, mislim, danes lahko precej surovo prikažeš, ne, to v bistvu intimnost, kot sem tudi jaz storila, zato da to nekako z naravo povežem, s človekom kot naravnim bitjem. Ampak ja, to je težko pisati, ker nekako o ljubezni, o seksu pa o smrti je najtežje, no. Tako velja. Vaš roman je sodoben, družbeni in družinski roman, ki prikazuje vsakdanje težave, odnose in vrednote.
Združuje aktualne teme, kot so materinstvo, položaj ženske v družbi in družini, družinski odnosi, vzgoja, odtujenost, potrošništvo in pa tudi odnos do narave, ki vse te teme povezuje. Katera od teh tem se vam zdi danes najpomembnejša in imate na svet, kako se odgovorno spopasti s svetom in odnosi? To je spet kar zahtevno vprašanje za odgovarjati. Meni roman se mi zdi sta najbolj zaznamovali temi materinstva pa ekologije, recimo. In to dvoje je tudi povezano, ker nekako, ko postaneš mama ali pa starš, bom rekla, ko postaneš starš, ti je precej bolj mar, kaj bo v prihodnosti in si res želiš aktivno sodelovati pri tem, da bo svet boljši, ne pa slabši, ne, kot je pač ta danes. Zaradi otrok, ne? Ker nekako do otrok razviješ tako velikansko sočutje, recimo, kot ga nasplošno do družbe nimaš. Ne? Če si ti brez otrok, si pogosto misliš, se je vse, ne? Pač jaz bom že nekako preživel, pa bo kar bo, ne? In te ne zanimajo ne vojne, ne podnebne krize, nič, ne. Če pa imaš otroke, si pa dejansko nagnjen k temu, no, ni vsak tak, ne, ampak da si bolj odgovoren in da ti je res mar za boljši jutri. Tako da te dve temi se mi zato povezujeta, ne, ker ja. Med branjem romana pa odnos med Evo in Gregorjem spoznamo preko njunih nesporazumov in predvsem tudi nezmožnosti, da bi našla energijo za pogovor. Torej Gregor je čustveno odsoten, Eva pa si želi, da bi človeštvo bolj skrbelo za naravo. Razen njunega prvega srečanja pa nimamo nobenega vpogleda v to, kako sta si oblikovala družino. Zakaj ste se odločili, da boste ta del izpustili? To se pravi, kako sta si v bistvu oblikovala, kako sta sploh. Kot rečeno, nisem imela vnaprejšnjega načrta, kako bom pisala in je vam prihajalo po mojem tisto, kar je najpomembnejše za prikazati. Nakazala pa sem, da sta se nekako spoznala v plezališču, se pravi v bistvu v naravnem okolju, med eno prostočasno aktivnostjo, kjer je tudi Gregor bil malo drugačen, oziroma še mogoče ni še toliko bil očitno obremenjen in preobremenjen s tem delom, in pa tudi zasvojenostjo. In takrat je pač neka kemija med njima nastala in se je ta zaljubljenost pač kar zgodila. In to te potegne v nek vrtinec, ko ne razmišljaš točno, a je ta oseba primerna zate, a bo primerna za očeta tvojih otrok ali pa mamo tvojih otrok. Pač preprosto ponavadi ne razmišljaš, življenje te kar pelje svojo pot, ne, in šele potem se znajdeta v takšni situaciji, ki pa moram pripomniti, ni toliko neobičajna. Jaz mislim, da teh nesoglasij v partnerskih razmerjih je v bistvu veliko. To je kar realnost. V delu spoznamo dva nasprotujoča si pogleda na življenjske izzive in situacije. Eden je predstavljen iz ženskega vidika glavne junakinje Eve, drugi pa z moškega vidika Evinega moža Gregorja. Prvi je vidno predstavljen kot tisti pravilni, saj Eva opazuje in se ukvarja z najpomembnejšimi problematikami sedanjega časa, kot so ekologija, tehnologija in tehnološka odtujenost, kapitalizem ter mnoge druge družbene kritike, ki so predstavljene v romanu. Gregorjev pogled na življenjsko situacijo je predstavljen izrazito negativno. V večini stališč se z Evo popolnoma razhajata. Med branjem lahko po mojem mnenju vidimo dve skrajnosti. Evo, ki je izrazito družbeno kritična in pikolovska na vseh področjih njenega delovanja, ter Gregorja, ki na svet gleda z nezanimanjem in brez perspektive ter gleda zgolj nase. Ob taki predstavitvi glavnih oseb ter nasprotij med njima se mi poraja vprašanje, ali tudi v resničnem življenju tako. In zakaj moški lik v romanu predstavljen tako izrazito negativno, ter ali ste med pisanjem bolj čutili empatijo do Eve ali do Gregorja, ali ste poskušali ostati nevtralni? To večkrat slišim, ne? Ampak jaz moram poudariti, da kar se mene tiče, je ves roman napisan skozi Evine oči. Ne? To se pravi, zakaj je Gregor tak, kot je, ona ga tako vidi. Ne? Vsi prizori so v bistvu, kjer je ona prisotna,
In čeprav je v tretji osebi, ne, Eva hodi, Eva razmišlja, ne vem, Eva gleda, je pač to tretji oseben pripovedovalec, ampak kljub temu v bistvu je tudi nekoliko personalni, to se pravi, ves čas v bistvu sledimo mi njej in njeni poti. In to je njen odnos do moža. To se pravi, to ni moj odnos ali pa nek objektiven, ampak tako ga ona vidi. To se pravi, ona pogreša intimnosti. Ona bi rada več pogovorov zvečer, da bi se odklopil od napravca, da ne bi tisti bubi zvonil. Ona bi si želela pač drugačnega Gregorja. Ne? To ne pomeni, da je on zdaj samo nek slab človek. Ne? Res, mogoče niti ni. Jaz ga nisem hotela prikazati kot slabega človeka in obsoditi to. Ne? Zanjo v tem razmerju pa to je tako. Ne? Je pa pač on ne poteši, ne zadovolji, hotela bi drugačnega očeta, drugačnega moža, kar spet je dosti običajno, ampak to je res skozi njene oči. Zdaj pa, če pa objektivno gledam, pa mi imamo tudi informacije o tem, da Gregor v otroštvu tudi ni bil očitno najbolj zaželen otrok ali pa da mama pravzaprav je bila najbolj srečna z njim takrat, ko je bil na igricah in na računalniku, takrat je bil najbolj priden, nič ni takrat razmetal sobe, nič ni imel umazanih kolen in raztrganih, ne, in to je za takšno mamo bil najbolj priden otrok, tako da dobesedno mu je utirila to pot v neko računalniško odvisnost. In poleg tega on zdaj, mislim, da ni ravno slab oče, da ima rad hčerki in da skrbi finančno za vso družino, tako da njegov fokus je pač drugje. Ne? Ne vidim ga kot nekoga, ki je prav slab ali zloven ali kakorkoli napačen, ampak ga vidim kot neko realistično osebo, ki se predvsem posveča temu, kako dejansko zaslužiti, ne, s programiranjem in tako zdaj nekatera podjetja ne plačujejo tega, kar je že delo, ne vem, par mesecev delaš in potem ti ne plačajo in kar naenkrat ne veš, kako bi družini hrano kupil, recimo, to je zanga ponižujoče, tako da on ima ta drug fokus, ne, nek mogoče tak tipično moški fokus, medtem ko ima ona ta tipično ženski pristop, ne, treba je pač te vezi gojiti, ne, pogovarjamo se, bova skupaj rešila, ima on pač en drugačen pristop, ne. In moram reči, da nekateri bralci se tudi z njim identificirajo, tudi z njegovimi stališči do okolja, tako da se jim zdi celo, ne vem, bolj razumen mogoče kot Eva ali pa, tako da bi rekla, da ni tle čist črno-bela situacija in da vsak bralc nekaj svojega noter vidi. O Evi bo svoj zapis prebrala Iza. Ko sem začela brati roman Na klancu, me zgodba sprva ni posebej pritegnila. Zdelo se mi je, da je v prvem delu veliko pritoževanja, kritičnosti in nekakšne ujetosti v vsakdan, ki se nikamor ne premakne. V nadaljevanju pa sem začela bolje razumeti, zakaj je Eva takšna. Ko se v drugi polovici romana začne postopoma razkrivati njen odnos z materjo, ki je bil dolgo potlačen in nerazčiščen, sem spoznala, kako močno je nanjo vplivalo materino vedenje, predvsem to, da jo je vrgla iz hiše, lažje pa sem tudi razumela Evino ranljivost in njeno občutljivost na svet okoli sebe. Proti koncu mi je roman postal veliko bolj zanimiv. Eva začne postopoma izstopati iz svojega ujetega stanja. Odseli se, začne postavljati meje, njen odnos z materjo se počasi izboljšuje in prvič lahko začutimo, da se lahko tudi ona spusti iz svojega klanca. Ta sprememba mi je bila zelo všeč, ker pokaže, da človeka ne določa preteklost, če je le pripravljen stopiti iz cone udobja, ampak lahko nekaj premakne, čeprav počasi in z veliko truda. Zanima me pa že, kako ste razvijali lik Eve skozi zgodbo in kaj ste želeli v njenem razvoju poudariti. To si zelo pametno napisala in se mi zdi, da si s tem odprla v bistvu zdaj to glavno razliko recimo med Cankarjevim romanom pa mojim. To se pravi, ja, dejansko to je roman sprememb in neke odprtosti. Ne? Se pravi, če čist poenostavimo, je Cankarjev klanec res ena taka zaprta soba. Ne? Imamo ena majhna vratca, skozi katera, če pogledamo, vidimo tam učitelja in
in pijance, recimo. Skratka, tam je neko upanje, ampak to je res samo en tak žarek, ki včasih poblisne, sicer pa je to neka zaprta soba, medtem ko moj roman je kljub temu, da so stvari tudi determinirane. Evo določa tudi mama, Gregorja njegova mama, klanec, nimaš financ, da bi lahko se ne vem kam preselil. Skratka, tudi si omejen, a ne? Ampak kljub temu je veliko vrat v tej sobi odprtih in evo, Gregor se odloči skozi ena vstopiti. Gre sicer za moj okus nekoliko strahopetno na tak način, da kar zapusti družino, a ne, Evo z otroci, ampak izstopijo skozi neka vrata. Potem Eva odloči se, dejansko se sama odloči, poklicati mamo, pogovoriti se, spraviti se, obe sta bili nekako ponosni, a ne, in vztrajali v tem nekem hladnem, napetem odnosu in potem je od njih odvisno, a se bosta v bistvu pobotali in to je spet neka sprememba. A ne? Mama je tudi sprejela evo novega partnerja in je tudi zato drugačna. Eva se preseli, je spet drugo okolje, službo si najde, to se pravi veliko enih sprememb. Potem nastopi na konferenci, se torej aktivno tudi vključi v ta... Aha, ok, hvala za opozorilo. A se zmenimo, da takrat vsi vstanemo pa malo zaplešamo za to minutko. Ja, torej, še ta vrata Eva odpre, prej je ves čas bolj pasivno, je razmišljala, kaj je narobe s svetom, tukaj onesnažujemo to je morilo in povzročalo tesnobo, a ne, zdaj pa v bistvu aktivno stopi na to prizorišče, kjer s svojimi besedami, s svojimi dejanji lahko premika stvari, ne, vpliva na, ne vem, zdaj tudi na gimnaziji se zaposli, to se pravi, da lahko tudi na dijake vpliva, a ne. S tem hočem povedati, da ja, vsak človek ima to svobodno voljo, ker pri Cankarju res izrazito prevlada ta determinizem, a ne, ta vdanost v usodo, pri meni pa prevlada ta logika, da imamo vsak svojo voljo, svobodno voljo in se lahko odločamo. In to že vi, ne, ker ste pač že zadosti zreli, da v bistvu sprejemate odločitve zase. Fino se zavedati pač tega, jaz imam moč, jaz lahko nekaj spremenim, ni kar vse dano in določeno, ne, kaj bo kdo. Ne, lahko se nekdo upiše na pravo šolo, si poišče neko dobro službo, ne vem, lahko, ne. Kako vi vidite selitev s Klanca v mesto? Ali je nujna za boljše življenje oziroma ali pomeni zmago ali poraz v iskanju boljšega življenja? Ali je lahko življenje na Klancu za Evo sploh srečno? Konec je precej odprt, tako da težko rečemo, ne, težko se opredelimo srečno, nesrečno. Gotovo so ene stvari zdaj premaknjene na boljše, ene stvari pa še zelo v zraku. In potem v bistvu v novem romanu, v učnih urah Eveka, zapeljem zgodbo spet v neke nepričakovane vode, ne. Tako da spet ni glih rožnato zanje nadaljevanje, ampak tam še naprej prikazujem to, da je borka in da se ne vda. Na jo življenje še tako res tolče po glavi, doživi res neke hujše tragedije, se ne vda, gre dalje, ne. Tako da ostaja to sporočilo. Ja. S katerim likom se lahko najbolj poistovetite in zakaj? Zelo sem res uživala v Evi in pa v njenih deklicah. V tem, če sta deklici pravzaprav z nekim humorjem, pa lahkotnostjo, pa iskrenostjo v bistvu vnašali neko drugo perspektivo. Torej, Evina perspektiva je bolj resnobna, a ne bolj obremenjena, pač s težo sveta. Treba je preživeti sebe in otroke, treba je, ne vem, reševati planet. To so kar huda bremena, ne, na njej in malce kloni pod njimi, medtem ko hčerkici sta še zelo tako
neobremenjeni recimo in ves čas rahlata to. In jaz se v bistvu poistovetim z obema perspektivama in mi je bilo všeč ta dvojnost. To se pravi, ja, situacija je skrajno resna, ampak dajmo se ji tudi nasmejati. Dajmo se torej sami iz sebe malo pošaliti na ta način. Torej Višnja in Brina sta sicer stranska lika, a sta predstavljeni čisto pristno otroško in čisto, hkrati pa tudi njuni odgovori nakazujejo na neverjetno zrelost. Kaj vas je vodilo pri oblikovanju teh likov? Tako bi rekla, jaz pač toliko naravno mi je pisati na roko, da jaz, ko začnem pisati na roko in imam neko idejo približno ali nek občutek o čem, roka potem piše kar sama. In to je neverjetno, kako jaz sama ne vem, kaj bo in se izpiše. Tako da verjetno pa pride to iz nekih globih spoznanj, ker pač ves čas opazujem svet in razmišljam o njem in potem hočem psihološko prepričljivo v bistvu tkati te karakterje. V romanu ima tudi zelo pomembno vlogo vzgoja. Nanjo nakazujejo Gregorjeve in Evine izkušnje z materama iz primarne družine, kot pa tudi Evina in Gregorjeva skrb za deklici. Sama pa ne bom. No, s tem sem vam hotela samo pokazati, da v bistvu vsak od nas ima moč, da v nekem trenutku popolnoma nepredvidljivo spremeni dogajanje, vpliva na druge ali pa naredi nekaj, pač da se pozabava, da polepša dan, karkoli pač, ne. Ampak treba se pa upati, no. Torej z vzgojo, poleg skrbi za deklice, so povezani tudi družinski vzorci, ki pa oblikujejo značaj oseb. Eva in Gregor imata problematičen odnos s svojima materama, ki se pa na neki točki prekine. Kako ju materi zaznamujeta? Ja, to se pravi, čeprav je to roman sprememb in možnosti in svobodne volje, še vseeno si ne delam utvar, da zdaj vsak od nas lahko pač čisto svobodno dela, kar hoče, ker ne, seveda nas stvari oblikujejo, in najbolj nas zaznamujejo ravno recimo starši, Lahko je to mama, lahko sta to oba starša, lahko je kdaj tudi oče. V teh primerih je pač bila mama tista, ker je pravzaprav ostala sama z otrokom, oba sta, Gregor ni edinc, Eva pa je celo edinka. In mama ali pa pač starši te zaznamujejo do te mere, da zlasti, ko dobiš svoje otroke, ene stvari kar dosti avtomatično počneš podobno kot tvoji starši, In če imaš nekaj samorefleksije, se pravi, če se znaš opazovati, se zalotiš pri tem. In v tem primeru se lahko tudi popraviš, v smislu, zdaj sem pa se razburila, pa udarila otroka, tako kot, je moj starš mene recimo, in na tisti točki se lahko jaz zavem, da to pa meni ni v redu, ali pa da to nisem jaz, da so to neki naučeni vzorci in se lahko potem spreminjam. To ni lahka pot, ampak je pa možna. Ali se vam zdi, da družba od matere še vedno pričakuje idealno podobo, ki je v resničnem življenju težko dosegljiva? Pričakovanja so zmeri neki, zdaj jaz mislim, da v nekih vaških okoljih so ta večji pritisk, v mestnih pa danes res v Sloveniji se mi zdi, da imamo kar srečo, da je kar veliko te odprtosti in drugačnosti, da v bistvu si lahko ženska res precej sama skroji svojo usodo, da se ne obremenjuje preveč s tem, ali družba pričakuje, da bo imela otroke, da se bo, poročila s takim in takim moškim. Lahko imaš pač starejšega moškega, lahko imaš koga drugega, lahko nimaš otroka, ni zdaj
to takšen problem, ali pa recimo nezakonski otroci, pa to ne, danes je to čist nekaj drugega, včasih je pa to bil res problema, ne, še v Cankarjevih časih. Očetje v romanu ostajajo odsotni ali odmaknjeni. Kaj pomeni ta odsotnost za razvoj otrok in za dinamiko družine? Je odsotnost očeta v romanu zgolj zgodba neke družine ali ta problem zaznavate kot širši problem v sodobnih družinskih strukturah? Ga tudi zaznavam, ja. Oboje bi rekla. Po eni strani je pač res to samo moja zgodba, a ne, iz kjere si ne bi želela, da potegnemo to. Zdaj so pa tukaj v Sloveniji pa vsi, ali pa na svetu danes vsi moški odsotni in da je to zdaj kritika tega. Ne, ker imamo tudi kakšne ženske, ki zapustijo družino, ne, ali pa kakšne moške, ki se zelo lepo vključujejo, a ne, v družino, tako da ne bi poenostavljala, ampak ja, so pa tudi takšni primerki in jaz seveda vidim eno dragoceno dimenzijo v tem, če moški je prisoten in to tako bom rekla v vrtcu kot vzgojitelj, v šoli kot učitelj, doma kot oče, to se pravi, da se vključuje, da ima najmanj enakovredno vlogo kot ženska, kot mama, v tem vidim en velik plus za otroke, ne, kadar pač lahko pride do tega. V romanu ste predstavili negativen vpliv tehnologije v sodobnem času na partnerski odnos in pozornost otrok, pa tudi na okolje. Roman začnete z nagovorom bralcu, ki ga vljudno prosite naj izklopi naprave, ob koncu pa omenjate omrežnega človeka, ki je zamenjal mislečega človeka. Kaj ste želeli s tem sporočiti in kakšen vpliv ima po vašem mnenju tehnologija na nas mladostnike? Ja, to mi je eno res pomembnih sporočil. Najprej to izklopite naprave, ne, je v prvi vrsti v bistvu napotek beri umirjeno, beri knjigo kot celoto, to se pravi ne beri razdrobljeno na vsaki strani, ne vem, pa te nekdo kliče, pa greš pogledat novice, pa kaj je na omrežju, a ne. Danes se mi zdi ne samo mladi, da ne bo pomote, ampak tudi odrasli so zapadli v ta nek čuden ritem, ki ni prijazen človeku, ne, te razkosanosti, te fragmentarnosti, tega, da te ves čas nekaj mot, ne, kot če bi nas zdaj tukaj ne, ves čas, evo, zvonec, ne, za odmor, kot da bi nas ves čas nekaj prekinjalo. To potem človeka ziritira in se ne more poglobiti. A ne, in če se vi hočete past noter v te like in v to zgodbo, da vam zadogaja, če tako rečem, morate nujno brati, pač samo brati v čim večjem kosu, ne, naprimer par ur skupaj, brez prekinitev. Ker čim te neke stvari motijo, moraš vedeti, da ne padeš v zgodbo in da si lahko rečeš, si to brez veze, ampak brez veze je pač zato, ker se ti nisi mogel domišljijsko toliko povezati, recimo, ne. Tako da to je ena stvar. Druga pa, da si seveda želim, da bi tudi v življenju in še posebej mladi, ker vi ste v bistvu zdaj nove generacije, ki odraščate čisto drugače, še kot sem celo jaz, a ne, kaj šele več starejši od mene. Še jaz sem imela celo osnovno šolo popolnoma analogno, a ne, in tam recimo na srednji šoli dobila telefon in potem pametni telefon sem pa dobila, si ga kupila šele pred ene par leti. In že danes vozim brez GPS-a, recimo, ne. Tako da sem vašo šolo našla, pač včeraj sem na zemljevidu pogledala, tukaj, in sem jo našla. In želela bi si recimo, evo, vi, nove generacije, ki drugače odraščate in gotovo pravzaprav veliko več veste, veliko več enih možnosti imate, da pa ne bi se ujeli v to past, torej tega, da v bistvu bubi gospodari nad tabo, ne. To se pravi, želim si, da ste vi gospodari teh napravic in da jih znate tudi izklopiti, ne, kadar je to zdravo za vas, da začutite pač, kaj vi hočete v resnici. Problem tehnologije se v romanu povezuje z okoljsko problematiko, ki je nekakšna rdeča nit romana. O okolju pa je Isa zapisala takole.
Pisateljica je v romanu odprla temo okoljske problematike, kar me je zelo nagovorilo. Čeprav se zdijo nekatere Evine ideje ekstremne ali celo bizarne, menim, da je o tej temi potrebno več govoriti. Ozaveščanje mladih o skrbi za okolje je v današnjem svetu zelo pomembno, saj živimo v času, ko je zaradi digitalizacije okolje mogoče zelo hitro spregledati. Všeč mi je, da je pisateljica ta problem izpostavila in s tem poskušala ozaveščati bralce o okoljskih problemih. Kako ste raziskovali teme trajnosti in odnosa do narave? Je bilo to predvsem osebno zanimanje ali načrtno raziskovanje? Hvala. Res sem vesela teh vaših osebnih vtisov. To je bilo oboje, a ne? In seveda moje naravno zanimanje, že od malega imam rada in naravo in živali in me pri srcu stiska, če se pač kakšnemu živemu bitju kaj hudega godi. Tako da imam sočutje res tudi do živali, čeprav sem ga mogla tudi malo, kako bi rekla, malo bolj razumna sem morala postati, ne? Ker recimo tam, ko smo živeli, pa tudi zdaj, ko smo v Domžalah, je veliko, ne vem, mrtvih ptičkov, veveričk in tako, in recimo zdaj moji otroci jokajo, ko to vidijo, ne? Jaz pa se moram kot mama pa mečkam bolj trdo narediti, ne? Zato da lahko jaz njih potolažim, čeprav v resnici me te stvari globoko ganejo, ne? In ja, potem sem pa pač, ko sem videla, da v tej knjigi izhajam zdaj iz tega naravnega okolja, ker sem ga tam tudi zelo preučevala vsak dan, sem pa še brala knjige in to predvsem takšne, ne vem, od Lučke Kajfež Bogataj, pa tako naprej, ona je klimatologinja, do kakšnih raznoraznih ekologov, kakšne te, v bistvu, raznovrstne knjige z področja biologije, narave, okoljevarstva sem brala in so me tako navdihovale, ne. Tako sem dobila en globlji vpogled, da sem lažje v bistvu pisala o tem. Ker teme sem pa res, kar se ekologije tiče, se mi zdi, da sem omenila praktično vse oziroma vpletla noter res praktično vse vidike ali pa jih vsaj nakazala, ne. Tako pač od tega spreminjanja vremena, vremenskih vzorcev, podnebnih vzorcev, a ne, in teh katastrof, poplave in tako, do pač onesnaževanja vode, smetenja po gozdu, golosekov, res vseh možnih, in pa to, da je pa človek, ki bi moral zdaj pogledati, kakšna je situacija tukaj in zdaj, pogledati naravi v obraz in sebi in ravnati zdaj drugače, je pa v bistvu v bubiju, ne, se pravi v enem drugem virtualnem svetu, kjer pa teh problemov v bistvu ni, ne. V povezavi z okoljsko problematiko so dijaki izpostavljali Evino pretirano skrb in pesimizem, skoraj okoljsko anksioznost, ki ne ponuja jasne poti do rešitve. Ste se zato odločili načrtno in kakšen je bil vaš namen? Probala sem jo tako življenjsko prikazati, kot mislim, da take ženske resnično obstajajo, ali pa tudi moški in ljudje, ki jih praktično vsak dan te stvari zanimajo ali pa vznemirjajo, ne. Praktično vsak dan se soočajo s tem, ker več ko veš, a ne, bolj si v bistvu vznemirjen. In več ko veš, bolj si pesimističen, ne. Se pravi, nekdo, ki pozna samo oceane, to sem nekje prebrala, to misel, to ni moja, nekdo, ki pozna samo oceane, je zmerno pesimističen. Nekdo, ki je klimatolog še zraven, je že bolj pesimističen. Nekdo, ki, ne vem, se spozna še na tretje področje ali pa potem še na ekonomijo, pa psihologijo poleg vsega, je pa pač najbolj pesimističen. To se pravi, več ko veš, bolj nekako temačno zgleda vse skupaj, ne. Ampak ja, treba se pa tudi preživeti in se ne udati temu malodušju. Tako da jaz mislim, da Eva vseeno, čeprav je nekoliko anksiozna, da se vseeno ne preda in ne zapade kar v neko depresivnost, ampak da gre v dejavno reševanje zadev.
O zgradbi in slogu romana je Žiga napisal naslednje. V romanu je pisateljica uporabljala kratke povedi, ki delujejo fragmentarno. To je še posebej vidno v zapisih Evinega razmišljanja. Tak način pisanja se mi je zdel zelo zanimiv, saj ga ne srečam pogosto. Daje nam možnost, da sami ustvarimo povezave med mislimi, kar omogoča zelo oseben stik z romanom. O branju se tega morda niti ne zavemo, temveč to spoznamo šele v pogovoru z drugimi. Saj določene stvari vsak doživlja in interpretira drugače. In še vprašanje, kaj pomenijo zvezdice med poglavji, včasih 1, včasih 3. Imajo kakšen vpliv na vsebino in slog poglavja? No, če mi je to uspelo, da vsak vidi zgodbo po svoje, potem je to res super, ne? Ker to je namen literarnega dela dejansko, da vsak mu nekaj da, da vsak nekaj drugega noter najde. In pa te zvezdice, ja, načeloma tam, kjer je večji res med poglavji, da gremo iz ene situacije nekam popolnoma drugam, ali pa da je časovni razmik, sem dala 3 zvezdice, če pa samo 1, je pa v bistvu to še vedno neko enotno, enovito poglavje, kjer pa samo recimo Evin spomin gre nazaj, torej neka regresija, se spominja, kako sta se spoznala, ampak še vedno se recimo vozi z njim, oziroma cela družinica se vozi v avtu. Ona pa med tem ima te flashbacke oziroma neke prebliske za nazaj. Ali je to, da ste diplomirana profesorica angleškega jezika, imelo kaj vpliva na zapis prevzetih angleških besed v poševnem tisku, torej tako kot se izgovorijo, in kaj ste želeli s tem posnemati, mogoče izraziti kritiko rabe tujk v jeziku ali pa tudi kritiko Gregorjevega odnosa do slovenstva? Ja, oboje, se pravi, dejansko v tem se skriva ta kritičnost do tega, da tako pavšalno, kar vse povprek mešamo v bistvu oba jezika, kar je po mojem ponavadi odraz nepoznavanja, ne? Tako slovenskega jezika ne znaš dobro, kot angleškega v bistvu ne znaš dobro in potem nekako mešaš, ne? Bolj, ko obvladaš neki jezik in ga ceniš, bolj nekako veš, če se izražaš. Saj to ne pomeni v bistvu, da ne bi smel vključevati kakšnih tujk. Saj so se vedno vključevale, ne? V preteklosti pri nas, ne vem, je bilo veliko nemščine, ne? Ali pa je bilo, ne vem, v Rusiji veliko francoščine, v nekih, kot da so določeni družbeni krogi, kar samo francosko govorili, pa tako, ne? To ni neki čist neobičajnega, ampak vseeno v današnji situaciji je pa tako, da je pravzaprav škoda, da je samo angleščina tista, ki je v celem svetu prevladala kot nek naš skupni jezik in da kot posledica tega se izgubljajo pač drugi jeziki, da bi se mi želeli učiti še druge jezike, se bomo kar po angleško govorili, ne? Pa se ni treba zdaj več nemščine, pa francoščine, pa italijanščine, pa tako. To se mi zdi potem neko opustošenje neke človeške vednosti. In kar se pa tiče prav Slovenije, pa slovenščine, a ne, moramo pa vedeti, da nas je pa res toliko malo govorcev in da so se v zgodovini naši predniki zelo borili za ta naš jezik, ki nikoli ni bil samoumeven, ne. In so si morali izboriti to, da so se lahko pogovarjali ne samo doma v družinah po slovensko, pa tako, pa v nekih kmečkih okoljih, ampak da je tudi slovenščina pač prišla v šole in v javno rabo in da je danes v bistvu zakonsko zapovedana javna raba. To se pravi, da povsod mi moramo imeti, mi imamo pravico, da dobimo, ne vem, navodila za neki izdelek za uporabo v slovenskem jeziku, ne. Dostikrat pa vidim, da to kršijo v bistvu, ne. Da dobiš recimo samo angleška navodila, ne. Pa to ni prav, torej to je v bistvu kaznivo. In v taki vsakdanji rabi seveda je čisto v redu, če si tudi pomagamo z angleškimi frazami, odvisno v katerem okolju, ampak da je fino, da
da se zavedamo, da imamo tudi slovenske besede, ne, in da če jo v bistvu imamo, se jo tudi potrudimo uporabiti, ker s tem sami, evo spet smo pri tem, kaj lahko vsak sam naredi, ne, vplivamo tudi na druge. In jaz osebno mislim, da angleščina ni nič bolj kulska kot slovenščina in mi je šlo vedno malo na živce, čeprav sem študirala angleščino, da so recimo moje kolegice kar tako po angleški neki pa tako. Malo se mi je zdelo, da smo se pol utujile, no. A ne, ker če se Slovenc s Slovencem po angleško pogovarja, neka barijera se mi zdi vmes, ne. Ne vem, tako je pač moje doživljanje. Zaključek je pomemben za sporočilnost romana. V zaključku Eva pred nastopom sanja o nastopu. Te sanje imajo strašno gravitacijo, zapišete. V sanjah v dialogu z gledalcem, moškodlakom oziroma zelenim inkvizitorjem, ki pred Evo postavi zrcalo in jo skuša predramiti, razmišlja o času, ki ga moramo izkoristiti in ukrepati, da ne bo prepozno. O človeškem razvoju iz pokončnega človeka v mislečega človeka, ki pa je slednjič zamenjal omrežni človek. O nujnosti spremembe, ki jo moramo narediti pri sebi, in o bremenu svobode, ki nam je naloženo. Se tudi vam zdi, da Eva s strahom in moraliziranjem ni naredila dovolj in se šele ob koncu zbudi? Kaj je ključ do rešitve? Če bi bila rešitev tako zelo preprosta, pa ključ do nje bi to že napisala in vsem povedala, ne, ampak v resnici situacija v svetu je tako kompleksna, da celo največji strokovnjaki ne vejo, kaj bi bilo prav, oziroma se strokovnjaki z različnih področji ne strinjajo nujno. Tako da rekla bi samo to, pač vsak od nas je fino, če se zaveda, da je tudi soodgovoren in da živi ne le za svoje neke potrebe in užitke, ali pa samo za lastno materialno korist tega dne, ampak da dejansko razmišljamo malo širše, kaj lahko pa tudi mi za okolje naredimo, drug za drugega. In to so v bistvu eni majhni korakci, ki jih vsak od nas lahko. Mi nismo politiki in mi nismo, ne vem, največji bogataši sveta, da bomo lahko delali spremembe na tak način, ampak mi z majhnimi korakci, ker nas je pa zelo veliko, lahko pa pač tudi ogromno dosežemo. Oziroma vsak posameznik, če je zadosti zagrizen, lahko v svoji okolici ogromno naredi. Če bi se zgodba romana Na klancu dogajala čez 20 ali 30 let, mislite, da bi bili konflikti med liki vedno enaki ali bi se spremenili zaradi družbenih in tehnoloških sprememb? Bi danes like oblikovali drugače oziroma ali bi se zgodba končala drugače? Prav iz tega romana ne bi nič zdaj spreminjala. Gotovo pa, če bi čez 20 let ta družinica živela, oziroma tudi bo neka taka družinica, upam, živela čez 20 let, bo gotovo popolnoma to drugačno okolje. Živimo v času neverjetno hitrih sprememb. Nikoli pač v preteklosti niso bile spremembe tako bliskovite, tako intenzivne, da jih tako veliko v bistvu, da se nam praktično vsak dan nove stvari dogajajo. Če bi morali sporočilo romana povzeti v stavku, kaj bi želeli, da bralec odnese s seboj? Je mogoče res to nek ta premik v lastni duševnosti, se pravi, da če si bolj pasiven, da se zavedaš, da imaš ključ do nekih sprememb v sebi. Torej, najlepša hvala za vaš čas in pogovor. Verjamem, da smo vsi izvedeli veliko novega.